Za Cerod je bila podpisana sofinancerska pogodba z ministrstvom v višini 20 milijonov evrov ter pridobljena okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, pravi Muhič. Se pravi, da projekt Cerod 2 mora nujno potekati in zahtevamo od župana, da prekliče svoj sklep iz januarja letošnjega leta, ko je ta projekt ustavil. V novelaciji investicijskega programa je med možnostmi tudi nadaljevanje projekta, odgovarja Macedoni. Moram pa reči, da je glavna napaka pri celotni zadevi to, da smo imeli odločbo že o sofinanciranju že leta 2011, pridobljeno gradbeno dovoljenje pa je bilo 15. aprila letos. Prav tako se v Zvezi za Dolenjsko ne strinjajo z napovedano ukinitvijo Zavoda za turizem, saj menijo, da je v tem času upravičil svoje poslanstvo. Prvi mož zavoda pravi, da ves čas poslujejo pozitivno, lani celo z dobičkom v višini 28 tisočakov. Občinski delavci, ki so bili leta 2008 s sporazumom o prevzemu delavcev prerazporejeni v zavod, pa se bodo zdaj znašli na cesti. Iz tega je potem možno sklepati samo eno zgodbo, da gre za arogantno politično oziroma celo ideološko nasilje. Macedonija odgovarja, da gre za racionalizacijo in da je dosedanji način bil neučinkovit, da je šlo za pretirano porabo sredstev glede na programski del tega področja. Združitev funkcij poveljnika in direktorja v gasilsko-reševalnem centru Novo mesto pa se zdi Muhiču nesmiselna. Ne vem, kdo bo skrbel potem za tržno dejavnost, kajti poveljništvo v gasilsko-reševalnem centru je specifična zadeva in je to strokovna stvar in te funkcije ne grejo skupaj. Ker smo imeli pred leti že to, da je bil poveljnik in direktor ista oseba in menimo, da je to racionalno, zato ponovno predlagamo tak način organizacije. O usodi Ceroda bo v sredo odločal svet županov, o ukinitvi oziroma spremembah v javnih zavodih pa v četrtek mestni svet.